Čakaj, prijatelj dragi. 2-urna hoja v tej sopari me bo ugonobila. Kdo pa je želel spoznati mogočni obir? Ne mara jaz, kaj ne? Nisem si mislil, da je hrbet slemena tolikšen. No, vzri se. Sleme tvori z mnogimi drugimi tisto pohlevno obirsko predgorje, ki se tam, na severu, izgublja proti Dravi. Prava podoba nagrbančenih korenik. Kot da bi obir pil z njimi iz Drave in po njih srebal sokove za svoje večno življenje. In ena teh korenik, poglej, najmogočnejša med njimi, se je drzno postavila Dravi v bran in zasukala njen tok, tako se je zaokrožila tvorba podivne nedri koroške dežele. Tu, vidiš, vrh Karnic je živel karničnik. Rekli so mu tudi kresnik, ker je imel pravico in dolžnost o kresu na obirju kresove žgati. Zato je bil poznan ne samo po bližnji Podjuni in po spodnjem Rožu, temveč tudi po vseh krajih, kot da so se ti kresovi videli. Veš, Košat, v tebi se skriva pesniški duh. Ti bi moral popisati zgodbo Karnic in ne jaz. Nikar, prijatelj. Pripeljal sem te vrh Karnic, da se sam prepričaš o lepoti koroške dežele. Da sam spoznaš nekdanjo karniško svojino. Vidiš, ta bajta, tam pod lesom, je zadnja sled obširnega poslopja, ki se je vdrla v zemljo. Le tam, vidiš, glej, kjer sta bila nekdaj ognjišče in krušna peč, se vidi kamnito groblje, ki ga ruša še do danes ni mogla prerasti. Gotovo je že par 100 let stara. Lesena bajta je pravi biser starih gradenj, zgrajena v tistem prijetnem gorskem slogu, ki se svojim razveženim ostrešjem in ahrci tako sklada z okolico, da si večje umetnosti niti predstavljati ne morem. Ja, res je. Bajta mora imeti zanimivo zgodovino. Kajti vsaka kmetija, ki jo je svoj čas požrla kmečka kuga, ko je kmetija prišla iz kmečkih v gospodske roke, ima svojo posebno storijo. Mislim, da ni nikogar doma, čeprav so vežna vrata odprta. Pa pogleda. Sami nimamo nič. Ubogi najemniki smo. Oprostite, mati, ne bova vam na težavo. Oglasila sva se, ker bi rada zvedela kaj več o Karnicah. Slovensko govorita. Tujci, berači in turisti, ki hodijo tot okrog kot gospodje, so skoraj izključno Nemci. Moj prijatelj pa je pisatelj. Zgodbe piše. Zgodbe o življenju. Lepo, lepo. Ali je to vse, kar je ostalo od nekdanjih Karnic? Mati, koliko let je že, odkar so Karnice grofovske? Mislim, nemške. Karnice? Karnice so bile prodane 1875. leta. Več kot 100 let je že tega. Kako pa je pravzaprav prišlo do prodaje karniške hube? To je skurna storija. Res grda zgodba. Na Karnicah je živel star rod. In že od nekdaj je bila tu bogatija doma. Huba je imela 300 johov grunta. Njen svet je na 3 straneh slemena segal do doline. Karničniki niso bili znani le kot zamožen in mogočen rod. Znani so bili tudi po svoji ošabnosti, trdovratnosti in samoljubnosti. Pri hiši se je košatil napuh, ki je mnogo pripomogel k žalostnemu koncu Karnic. Kot ponavadi je bila huba namenjena najstarejšemu sinu Ožbeju. Zato ga je oče dal naučiti pisanja in branja. Ko je bilo Ožbeju 20 let, je prišla k hiši za Ibržnico, za deklo, ki je morala delati vse, huda bivška Meta iz Belanskih Globač. Huda beli so bili kajžarji, ki so se preživljali z dninarstvom, z divjim lovom, s kresanjem smole in s prodajanjem črnega oglja. Še dan današnji je huda biti siromak. Takrat pa, v starih časih,
je bila revščina še hujša in sramotnejša. 17 leti je postala Meta najlepši deklič v celi Fari in gotovo tudi v celi Podjuni. Bila je kot tisa na obirju. Ni še dobro prestopila 17. leta, ko je že postala široka z Ožbejem. Pome ste zagnali, Krničnik. Nad našo hišo je legla strašna mora, huda bilka. Sramota za Krnice. Meta, kaj si storila? Za mizo sedite in vzemite. Sem že doma jedla. Menda ne boste razžalili hišne gostoljubnosti, kaj? Nisem hotela. Poglejte, kakšno sramoto ste nam rodili. Sramoto! Poslušaj, nočem ti delati težjega srca, kakršnega po pravici že imaš. Po tebi je prišla sramota nad našo hišo in ti odgovarjaš za to, kar si rodila. Jaz sem... Nas ne zadene nobena krivica. Bolj paziti, kot smo, nismo mogli. Da pa nihče ne bo mogel kaj čvekati, bom za Pankrta položil na graščini 30 rajniš, za 15 rajniš dobiš par volov, huda bilka. Vem, oče Krničnik. Zato pa mi ti pri svoji krvi obljubiš, da Krnice ne bodo ne o tebi, ne o Meti in ne o Pankrtu nikdar in nikoli več čule. Na graščini v Dobrli vesi bom poskrbel, da Meta ne bo dobila v bližini službe. Hudabivniki pa ne kaže. Krničnik, nikar. To je prva stvar, ki smo jo na ta način uredili. Druga pa je pokora. Ti veš, kako se take reči že od nekdaj kaznujejo. Včasih so vlačuge pred cerkvami privezovali na sramotni stebr. To je bila huda pokora. Zmenimo se, katero kazen ji naložimo. Poleg tebe odločam še jaz, ker sem ji botr in nadomestujem njenega očeta. Vendar Meta je... Ožbeja sem že sam kaznoval, da do smrti ne bo pozabil palice. Jaz ne vem. Jaz nič ne vem, oče Krničnik. Povesmo in večno sramoto. Povesmo in sramoto. Povesmo in sramoto. To pokoro sem mi namenil. Pokora mora biti, da se zadosti časti hiše, ki jo je nesrečna Meta oskrunila. Prešuštvo moramo kaznovati starodavno rihto. Miza je prekrita z belim prtom. Laneno predivo prinesi in dekle pripelji. Ožbej! Ožbej! Oče, ate, Pridi sem! ate. Meta, ti pa k mizi sedi in proti Božji martri v kotu se uvrni. Mati, mati, Sedi, Meta. mati, ali me preklinjate tudi vi? Meta, jaz... Meta, boš kaj jedla? Kaj nameravate z menoj? Nesrečni deklič, kaj imaš povedati? Vprašam te, ali se kesaš, kar si storila? Oče, kesam se iz vse svoje duše. Oče in mati, odpustita mi. Se odpoveduješ tej grešni zvezi na vekomaj? Kaj boste storili z mojim in z vašim otrokom? Molči, pregrešnica. Sem, k psici se postavi, Meta. Ne, mati, branite me! Meta! Bodi trdna in močna. Kar trpiš, trpi za svojo dušo. Ožbej! Oče, kaznujte mene, jaz sem kriv. Na kolena, sin!
Sedi, Meta, in roke iztegni, da jih privežem. Podaj mi ogenj. Ogen! Delajte hitro, oče Karničnik. Pokora z žganjem prediva na rokah je starodavna pravica nas, svobodnih kmetov, ki smemo z njo kaznovati svoje posle za prešuštvo, za krajo, za nepokorščino, za lenobo in za druge grehe. Meta, Bog naj bo usmiljen s teboj. Molimo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi potpotil, ki je za nas krvavi potpotil. Kamen bi se prej omehčal, kakor Karničnikovo srce. Zakaj moli samo mati? Šega je, da navzoči med martro glasno žebrajo. Ožbej, kaj mi mar Karnice? Hišna čast. Ožbej. Gospod je s teboj in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavo ga izvrnil. Kako se me svežega prediva, na tleh čeprkišče. Kako z vso silo tišči za pesti k psici, da bi se ne mogla ganiti. Kako v ustnice zvija besna zloba, ki izdaja strastno uteho njegovega notranjega sovraštva. Polna, Gospod je s teboj in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki Oči, joj, moje oči, vedno večje so, izstopile bodo, moje oči. Ne smem kričati, ne smem pokazati bolečine. Ne prizadela bi mater in Ožbeja. Sirotaj, kako trpeti. na križ pribit. Služite se Zdravo, solze, polna, Gospod je s teboj in plitke blagoslovljen je solze sad zrčnih tvojega plitkosti. telesa, Jezus. Moram zdržati. Moram prenesti sramoto in prezir. Svojo revščino in trdoto rednikov. Pa bo teptalo ljubezen do Ožbeja. Meta. Mati. Zgrabite jo! Njen greh je padel tudi na nas! Dvignite in krite in ga povežite! Držim jo, držim! No! Kaj ti zdaj pomaga tvoja lepota? Dobila boš, kar ti gre po našem pravici! Očitno sramoto pred družino, iz katere si za zmeraj izgnana! Cundra! Udari! Udari! Udari do Cundra! Do krvi! Do krvi pogori sramoti! Mati, pomagajte! Deci, Meta, ne smem razvezati krila. Prekršila bi stare postave, beži, Meta! Udarita močneje! Sundra, prekleta! Ali si puščate kri? Ledajnica! Ledaj! Čez prelaz hitro! Tu, Meta! Tu bo konec sramotnega šibanja! Meta! Mati, bežive! Meta! Ne jokaj, Meta. V nekaj tednih se bodo rane zacelile in spet bo vse dobro. Zaradi greha te ne bom karala, ker si po vsem tem, kar si morala prestati, že zadosti kaznovana. Ali povem ti, zdaj se je zate križev pot šele začel. Prekleti hudiči! Otrok bo pa le Karničnikov! Meta se še dolgo ni mogla utešiti. Bolj kako rane jo je skelelo to, kar je pravkar doživela. Vsa sramota,
Vsa črna preteklost se je zgrnila nad njo. Zdelo se je, da je njena ljubezen s koreninami izruvana iz njenega srca. Na Karnicah je še isti dan zmanjkalo Ožbeja. 5 dni ga ni nihče videl, čeprav so ga povsod iskali. 6. dan pa so ga našli na parni, popolnoma pijanega. Tedaj se je Ožbej prvič napil. Meta je čez nekaj tednov, ko so se ji zacelile roke, odšla služit v samoto kraj Drave, odkoder se je vrnila v materino bajto rodit sina. Pater noster, Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi tvoje Gospod ime, župnik, pridi k nam tvoje kraljestvo, Meta bi mu rada stori dala se tvoja očetovo volja, ime. kakor v nebesih, tako na zemlji. No, Naj bo Ožbej. Gav, Gav. ne dovolim, da bi se obnavljal kakršenkoli spomin na Karnice. Razumeš, huda bivka? Na kolenih vas prosim. Naj se zgodi Božja volja. Imenujem te Gav. Amen. Pome ste zagnali, graščinski gospod. Tako ne gre več, Meta. Za očeta drugega Pankrta si pri krstu napovedala karniškega Ožbeja. Resnico sem govorila. Meta, odpovej se razmerju z Ožbejem. Sama veš, da ta zveza nima nobenih koristi zate. Krničnikovi hiši in tebi sami je v največjo sramoto, vsej soseski pa v pohujšanje. Odpovej se tej ljubezni pred nami, pred Bogom in človeškimi postavami. Tako bo najbolje zate. Ne smeš si misliti, da bi se kdajkoli mogla poročiti s karniškim sinom. Najmanj pa smeš upati, da bi kdaj postala karničnica. Oče karničnik ne bo tega nikoli dovolil. Nikoli, rajši razdedenim sina. Meni Karnice še na misel ne pridajo. Če znajo oba je prišlo, da še vedela nisva kako. Meni je danes poglavitno samo to, da je Ožbej oče mojih 2 otrok, ki imata pravico do očeta, in da mi je Ožbej najbližji človek na svetu in da ga imam rada. Ravno to ni dovoljeno in si moraš izbiti iz glave. Zakaj si nalagaš težavo na mlado glavo, ko ne more biti kruha iz te moke? Daj si dopovedati. In če bomo videli, da si pametna, bo tudi Karničnik storil svoje. Koliko ste namenili doslej za ta 2 Pankrta, Karničnik? Vsakemu 30 rajniš. Vsakemu pa dam po 50, ako deklina obljubi, da bo odslej pustila našo hišo pri miru. Vsakemu po 50 rajniš, da nihče ne bo mogel Karnico sirati. Meta, po 50 rajniš. Ali ni to več kot dobrotljivost? Še otroci trdnih hiš nimajo danes takih dot. Karnice lahko odpovem, ker nanje še misliti nisem utegnila. Če pa se odpovem Ožbeju, se mi zdi, kot da bi zatajila svoja 2 otroka. Torej, ne. Ne! Rajši se odpovem denarju, naj ga Karničnik sam ima. Premisli, Pankrtnica, kaj govoriš. Če se temu pohujšanju ne moreš odpovedati zlepa, se mu boš pa zgrda. Lahko te izženemo, lahko te zapremo, lahko te damo tudi na natezavnico, da boš za vse večne čase pomnila. Ali se odpoveš, ali ne. Temu, kar ni moje, se odpovem. Temu pa, kar je moje, se ne odpovem. Birič! Postavi stol. Lezi, dekle. Če boš močna, te ne privežem.
Če boš slaba, te moram privezati. Skušala bom biti močna. Zavihaj krilo na hrbet. Ali morate po golem telesu? Kako pa, grlica nedolžna. Lezi! Graščinski gospod. 15. Začni, Birič. Meta, ali se zdaj odpoveš? Vidite zaceljene brazgotine v žganih dlani. Kako bi zatajila to, za kar sem že kri prelila? Namaži jih še 15. Trdovratnica, ali si premislila? Jaz si nimam nič premišljevati. Ubijte me! 50! Slišiš? 50! Meta, ali se boš zdaj odpovedala? Končajte me. Kaj naj storimo s tako trdovratnico? Te pitajo naprej! S tem ne moremo nič doseči. Dovolj! Po mojih mislih ne more tu nihče preložiti. Ljubezen, ki prenaša take muke, je pregloboko zakoreninjena, da bi jo kdorkoli mogel izruvati. Jaz jo bom. Ožbej, sin, Prosim, oče. ti veš, da si od našega rodu določen, da po moji smrti vodiš krnice. Pot pa, po kateri morajo krnice hoditi, ni tako lahka. Pomisli nazaj in videl boš, da živi na krnicah naš rod, odkar se v Dobrli vesi vodijo gruntne bukve. Naši pradedje so ta svet izkrčili, si postavili tu gori ognjišče, odtod so razširili svojino dol do doline in gor do vrha Obirja. Zato je bil potreben stoleten boj. Ogromni naorani robovi naših brežnih njiv pričajo o tem, kolikokrat je bilo treba za merjascem, koliko oplazov je bilo potrebno razkopati, preden so se mogle krnice postaviti na tako trdno podlago, na kakršni stojijo sedaj. Tisti, ki nam zavidajo, nas potuhtano opravljajo, češ da je v starih časih nek krničnik ubil svojega soseda na malih krnicah, da je mogel združiti oba grunta v velike krnice, kakršne so sedaj. Jaz ne vem, če je to resnica ali laž. Toda, če se je resnično zgodilo, je bilo krnicam v korist. Če hočeš kraljevati, moraš iti brezobzirno svojo pot. Tisti, ki se nas boje, nas imajo za trdosrčneže, za brezobzirneže, za samobučneže. Dobro! Taki smo, kakršni smo in kakršni morajo biti tisti, ki hočejo živeti na krnicah. Zato smo naše ognjišče ohranili do današnjega dne, zato nismo pred nikomer snemali klobuka, razen pred duhovno in posvetno gosposko. Zdaj, ko naš rod lahko samozavestno zre razkrnice po podjuni, zdaj prideš ti, Ožbej, in mi začneš delati zgago. Ženiti se hočeš, kakor se na krnicah doslej še ni nihče ženil. Moram ti povedati, da ne gre
za posteljo. Gre za karnice. Karnice potrebujejo gospodin, ki so našega duha, ki karnice razumejo, ki čutijo v sebi to, kar čutijo vse karnice, vsaka brazda, vsaka globača, vse sleme. Tega duha pa hudobivniki nimajo in ne morejo imeti. Ta rod hudobivški se plazi po globačah, kot da bi se črvi plazili. Nakapljal se je iz neštetih postelj, suženski je in ne zna nositi glave po konci. Hudobivniki niso za karnice. Hudobivška Meta je mlada. In mislim, da bi se privadile na karnice in na karničnike. Vi tudi sami veste, da na karnicah že dolgo ni bilo tako pridne Iberžnice, kot je bila Meta. Ali je tako težko razumeti, kar sem ti ravnokar razlagal? Ali je tako težko razumeti, da hudobivška život ne spada na karnice? Ne toliko za tega del, ker bi ji moral za balo še spodnjo Janko kupiti. To na vse zadnje ni odločilno. Odločilno je, da je taki životi tuje naše hotenje. Meta bi se v naš nagon ne mogla uživeti. Njena kri ni in ni za krnice. Ožbej! Oče, meni se zdi, da bi bil srečen le z Meto. Meta pa z menoj. Že 2 otrok imava. Ker se je tako zgodilo. Jaz bi bil rad srečen. Ali svojo srečo bi ne bil rad na poti sreči karnic. Če mi dovolite vzeti Meto, se karnicam odpovem. Dajte jih Volbenku, mojemu bratu. Meni pa prepustite bajto na malih karnicah. Ali pa bajto na pušči. Če ne gre drugače, pa vsaj v dosmrtni užitek. Sin, kar si zdaj spregovoril, je mnogo hujše, kot pa to, kar si rekel malo prej, da bi rad pripeljal Meto na karnice. Tu pred menoj si se odpovedal karnicam. To moram slišati od lastnega sina. Ne. Tako govoričijo slabiči. Mi pa, karničniki, nismo slabiči. Ne dovolim ti, da postaneš slabič. Ne dovolim ti, da postaneš zezej. Britko je, Ožbej, ko moram slišati, da hočeš pobegniti z karnic, da jih hočeš zamenjati za Janko. Ali nisi iz prahu, ki ga že stoletja nosi veter okrog karnic? Ali ne čuješ v sebi krvi, ki je tekla v naš rod po nevidnih žlebovih iz osrčja samega obirja? Ne vidiš tega, ne čutiš tega? Joj, veri, joj, karnicam! Oče, napravite, kakor hočete. Karničnik je sklenil, da Ožbeja oženi. Sicer je bilo proti šegi karnic ženiti sinove, preden se jim je izročilo posestvo. Ali sedaj je bil pri roki dober izgovor, da je Ožbej še mladoleten. Ožbeju so poiskali nevesto na oni strani Bele. Dečva, ki mu je bila namenjena, je bila lepa. Pa so vsi mislili, da ga bo mogla odvrniti od hudobivnikov. Na dan poroke, tako zgodaj, da sta Drava in Podjuna še ležali v somračni meglenosti, so prišli godci pod Ožbejevo okno
da ga po stari šegi slovesno prebudijo iz spanja poslednje noči njegovega fantovskega stanu. Toda ženina ni bilo na spregled, nezaslišana sramota. Ko so svati izvedeli, da ženina ni, da se je skril, so se osramočeni razbežali na vse strani. Stari karničnik se je skril, ker ni mogel prenesti sramote, ki je padla na staro domačijo. Osem dni te ni bilo na spregled. Oče, zaradi tega me ne boste tepli. Oče in mati, brat in sestra, vsa družina, vse krnice. Odpustite mi sramoto, katero sem vam nakopal s svojim dejanjem. Prišlo je na mene. Nisem mogel ravnati drugače. Skat nesrečne! Kar so imele krnice za voljo mene škode, odtegnite od moje dediščine. Primoran sem, da za čast naše hiše izgubiš prvorojenstvo. Razveljavljam tudi tvojo vojaško oprostitev. Šel boš k soldatom, mogoče te bo to izmodrilo. Grunt bo dobil Volbenk. Poglejte, Ožbeja. Karničnik je sina prodal. Le zakaj se ne bi vzela, če se imata rada? Čeprav je Meta že mati 3 otrok in je prestala takšne muke, je še vedno najlepša. Nič ne joka, zato je še lepša. Kako jo gleda Ožbej? Ni čudno, da je ganil, saj se je prvič smel pokazati neljudni ob Metini strani. Stari karničnik bi moral priti in spoznati, da se ob vojni odpuščajo najbolj zarjaveli grehi. Vsakogar kdo spremlja, celo najbolj zapuščenega hlapca. Le Ožbej je prišel sam. Karničnik sluti, da se javno mnenje spreobrača proti njemu. Meta nič ne mare. Vojne bo konec. Mi pridemo nazaj. In potem, Ožbej, potem se bova vzela. ja, bova, Meta. Čez 2 leti se je Ožbej vrnil z vojne, s prestreljeno nogo. Šepal je. Razen tega pa še rajši pil kot pred odhodom. Meti in Ožbeju so leta enolično minevala. 4. sina je župnik iz jeze krstil za Ožbeja. 5. sina so krstili za Vida. Čez 2 leti se je rodila Burga, 2 leti po Burgi je prišel Primož na svet. 3 leta za Primožem se je zlegel Til. In 3 leta po Tilu se je našla še najmlajša, Nana. 9 pankrtov, vsi lepi, zdravi otroci. Čim bolj se je Ožbej staral, tem bolj je pil, tem večji sirote je bil. Na Karnicah je bil zmeraj bolj v napotje, zato je večino svojih pijanosti prespal pri Meti. Prihajal je k njej ves potolčen, smrdljiv,
in nemaren. Meta ga je sprejemala, čistila, zdravila in negovala kakor velikega otroka. Ne maraj, Ožbej. Vdaj se v Božjo voljo. Smo pač nesrečniki skupaj. Jaz sem kriv. Jaz sem kriv. Vse te nesreče. Da vi razumite me, jaz sem med dvema mlinskima kamnoma. Na eni strani Meta, na drugi strani pa Karnice, moj oče. Dolgo sem omahoval, dokler me ni stisnilo, da se nisem mogel ganiti. Danes pa... kar je dejano, je dejano. Sirotaj sem. Na duhu. In na telesu. Brez odločnosti in volje. Moj oče, to je čisto drugačen mož. In ti, Meta, ti si čisto drugačen. Vse se bo še preložilo. Nič ni zamujenega, Ožbej. Ja, tudi vzeti se moram in vse bo še dobro. Karnice ne morejo biti več moje. Kar nič ne de. Vzeti kako kajžo najem in živeti skupaj. Če bom hotel, mi morajo dovoliti ženitev. Toliko vas je že, otroci, da bo soseska le vesela, če boste imeli pravega očeta. In tega ciganskega življenja bo potem konec. Meta, o pustu se vzameva. Pust je mimo. A ja, po veliki noči se vzameva. Seveda, Ožbej, po veliki noči. Meta je odhajala v prvi zori na delo in prihajala po noči domov. Njena pridnost je bila skoraj nadčloveška. Tej pridnosti, ki je zmožna le tako velika materinska ljubezen, kakršno je nosila v sebi Meta, se je bilo zahvaliti, da je tako velika družina odraščala brez prevelikega pomankanja, da so vsi otroci odraščali zdravih udov in zdrave pameti. Zunaj v svetu so iz pastirjev postajali iberžniki, mali hlapci, drvarji, dninarji, kovači, knapi, iz pastiric kravarice, dekle. Meta je vpeljala tako, da so vsako leto na belo nedeljo prihajali k njej. Ob takih prilikah je Meta videla vse otroke zbrane pri sebi. Za otroke same pa je bilo to tudi edina priložnost, da so se videli med seboj. Te šege so se držali do materine smrti. Prihajali so k njej, ko je bila že vsa siva, vsa sključena od dela, prevar in trpljenja, ko ni od njene lepote ostalo nič več drugega kot njene globoke, svetle oči. Zdaj, ko ste vsi zbrani pri meni, me poslušajte, kaj vam povem jaz.
vaša mati, pankrtska mati. 9 pankrtov vas je. Krnice so zavrgle mene, zavrgle so tudi vas. Krnice so zavrgle tudi vašega očeta, zato se ne smete hudovati nanj, kajti krnice so ga zavrgle za del mene, za del vas. Vidite me, kako sedim med vami. Moje roke vidite, ki so od ognja in dela tako zrezane, da niso bile zmožne rahlega božanja. Moje srce je tako posušeno, da ne čuti nobenih drugih skomin, razen ljubezni do vas, do svoje krvi. Kadar boste odrasli, branite svojo pankrtsko čast, kjerkoli boste hodili. Ko zmanjka mene, ne boste imeli malo toplejše kamre, kamor bi lahko stopili. Zato pa ste povsod doma, ker niso krnice vaše. Je vaša vsa podjuna, so vaše vse gore, vse globače, vse skale in vaša so polja, ki jih sedaj prekopavate s svojimi rokami. Z vami je tako. Vi niste kakor drugi otroci. Vi ste samorastniki. Vi se niste odzibali po zibelkah. Vaše zibelke so razgoni, brazde, zare, kjer vas je žgalo sonce in vas je močil dež. Ob teh zibelkah so vam popevale tutujke in prepelice. Svetila vam je strela, budil vas je grom. Zato ste kot samorastniki. Sami ste se izlevili brez goje, kot izgubljena samorastna setev v razgonu. In kakor se samorastnik zgrabi z okolico, tako se morate tudi vi zgrabiti življenjem. Kjer stojite, poženite korenike. Ne dajte se teptati od drugih, ne prenašajte ponižno krivic, ali tudi vi ne prizadevajte nikomur, nobenemu bližnemu kakih krivic. Poglejte, mene so položili na marternico, ko še dobro vedela nisem, kaj je svet. Mogoče bodo polagali tudi vas. Tedaj stisnite zobe in si mislite, da ste samorastniki, da ste hudapivniki. Zdaj, po meni vas je 9. Čez 50 let vas bo lahko že 100. Čez 100 let vas bo 5-krat, 10-krat toliko. Verujte vase. Učite se spoznavati in zaničevati krivico. Nosite to vero seboj po podjunskem produ, po gorskih koritih. Vaša vera vase naj se zrašča s tuljenjem vetrov po slemenih, z bučanjem globač, sanjami polj, zlije naj se šepetom jezerskih gladin, z neskončnim šumom dravskih valov.